Živijo, danes se bomo dotaknili enega projekta, za katerega sem vedel sicer že prej, ampak ga omenjam zdaj zaradi tega, ker sem spoznal te fante tudi v živo in ker sem videl, na kakšen način je Miha, ki je pač nekako projektni vodja oziroma jih je več, tega projekta. Gre za projekt Trisled, sadijo drevesa, se pravi dobrodelna zadeva, kjer jih lahko tudi podprete, kje in kako bom tudi proti koncu videa vse razložil. Zdaj si bomo pa najprej pogledali en posnetek, ker jaz sem pač oseba, ki rad mogoče modelira določene ljudi, uspešne ljudi, na kakšen način delujejo in pa tudi na kakšen način govorijo določene stvari. V posnetku boste videli, da ko je Miha razlagal stvari, je imel fokus predvsem na projektu. Bilo je vprašanje, kako povezujejo svoj projekt z Web3 oziroma blockchain tehnologijo in je Miha iskreno povedal, da on ni strokovnjak z tega področja, ima pa zaradi tega ekipo ljudi, ki pač to zadevo obvlada. In je dobil takoj aplavz, kar se bo slišalo tudi iz posnetka. In to je v bistvu energija, ki določenih stvari se ne da opisati. In ko je Miha razlagal to zadevo in je tudi sam povedal, da njemu je pomemben projekt in tudi projekt širiti še naprej, večati, da bodo bolj prepoznavni in so eni največjih v Evropi glede sajenja dreves, se mi zdi, da je to, da iz leta 2018, ko je projekt nastal, pa do leta 2022 posadiš 670,000 dreves, je to kar velik dosežek. Zdaj pa, dajmo si najprej pogledati video, na kakšen način in kaj je Miha razlagal, potem pa si bomo pogledali še njihovo spletno stran in kako jih tudi vi lahko podprete. Dajmo si pogledati. Okay, it's not just me personally. First of all, it's the team behind me that's basically making all the hard work, I would say, because I'm the lucky guy that attracts great people in his life, and it's lucky enough to get to know people that align with my vision, how I imagine the world, and yeah, just I'm lucky enough to do things that have meaningful and positive impact in the world. Just shortly, basically what we do is we manage a purpose-driven project called Trisled, which is basically in less than 4 years' time, we've grown to being one of the biggest tree planting projects in the EU. So far, we've managed to plant more than 650,000 trees worldwide, which is, I think, an amazing achievement. And as let's say, with a very highly efficient entrepreneurial mind, we believe that Web3 is one of our very, very possible ways where we can, when we envision our project as being one of the leading Web3 tree planting projects, basically. And a little disclaimer, I'm not a Web3 expert, I'm just a passionate young guy, just talking about our mission, what we do and what we want to achieve and how we imagine how the world can look like when young people take action. That's it. I'm not going to talk about technology. I have a team, experts that do that with me, and I'm very proud of them that they achieve things that we do. So basically, yes, we are building an NFT project. This is not a secret anymore. It's called Forest Hero Club. Just take Twitter out and just Google. Follow us on Twitter. Discord is open, by the way, right now. So for the first Discord members, go get it. Yeah. So the mission of our project, all in all, is to maximize positive impact in the world. Impact on humans, impact on nature, impact on animals, and we'll do that on a very scalable level, not just financially, but also impact-wise. So we are an impact-first project, and we believe that if we do great things for the world, the money will come to us. Ok, kot ste videli, je Miha izredno dobro povedal, dobil tudi aplavz
in ste mogoče malo bolj občutek dobili, na kakšen način in kje jih tudi najdete. Naredili so še en dodaten projekt, torej Forest Hero. Najdete jih tudi na Discordu. Forest Hero Club. Tukaj vidite že določene zadeve objavljene in kot vidimo, tukaj le piše, da se jutri odpravljajo v Tanzanijo, ker gredo seveda saditi drevesa. Se pravi, v času tega snemanja se fantje v bistvu že počasi odpravljajo na pot. No, pa da se vrnemo nazaj na njihovo spletno stran. Torej, kako jih lahko vi podprete in kako si lahko več o njihovem projektu preberete. Tukaj, kot vidite, če želite nekaj imeti v zameno, se pravi, da nekaj dobite v zameno in zraven tudi projekt podprete, si lahko kupite zapestnico in seveda z zapestnico boste posadili tudi 3 drevesa. Ker pa nekateri želijo samo podpreti projekt, imate možnost, da samo pač posadite drevesa, kar pomeni, da boste z vašo donacijo nakazali na njihov projekt nekaj denarja in s tem omogočili recimo Tanzaniji ali pa drugim mestom, krajem po svetu, da bodo imeli več dreves. Zakaj so drevesa pomembna? Mi si mogoče niti ne predstavljamo, Jaka je izredno dobro povedal, ko smo bili potem na pijači, bil sem povabljen z njimi na pijačo in fantje, hvala za to, da sem videl mičken drugačen svet in pa še to, da ne pozabim, fantje so rekli, da je v prihodnosti možno iti tudi z njimi saditi ta drevesa, na kakšen način, ne vem, to boste mogli vprašati njih, kje jih lahko vprašate, kako jih lahko vprašate, lahko jih kontaktirate, najdete kontakt na spletni strani, ali pa od spodaj v mojem opisu imate tudi link do Discorda, kjer so fantje aktivni in si lahko več preberete oziroma jih tudi najdete in se z njimi pogovorite. Kje in zakaj se je torej projekt začel? Tukaj si lahko preberemo, da je bil prvi cilj posaditi 1 milijon dreves in kot rečeno, posadili so jih že več kot 676 000. Vse skupaj se je začelo, ker oni imajo doma mizarstvo in seveda, ker so oni koristili drevesa in pa les za svoje proizvode, so želeli biti CO2 neutralni, kar pomeni, da v zameno za to, ker toliko dreves gre za njihove proizvode, so želeli, se pravi, neko trajnostno zadevo narediti in so tudi jo. In so že, kot piše, do začetka 2019 s sajenjem postali neutralni obrtniki v Sloveniji. To je v letu, so oni posadili toliko dreves, da so v bistvu kot podjetje, kot obrtniki neutralni, kar je izredno zanimiva zgodba, izredno dobra zgodba. Zakaj je pa so pomembna v bistvu ta drevesa, predvsem za kraje Tanzanijo in tja, kamor se pač odpravljajo zdaj fantje? Zaradi tega, ker mi imamo tukaj trgovine in mi pač živimo na drugačen način, kot živijo tam. In nam, ko zmanjka hrane, ko nam nečesa zmanjka, gremo enostavno v trgovino in kupimo. Oni pač tam te možnosti nimajo. In ker si morajo oni pridelati hrano sami in ker je zaradi tega, ker ni toliko dreves, zemlja suha, to pomeni, da na tak način lahko več ljudi preživi oziroma ima možnost do več hrane. Torej s tem, ko fantje naredijo ta projekt, ko delajo na teh projektih, omogočijo družinam, omogočijo prebivalcem tamkajšnjih krajev, da bodo lahko pridelali več izdelkov oziroma več pridelkov iz svoje hrane. Torej, več kot je dreves, bolj so tla vlažna, bolj v bistvu, več kot je vlage, več torej zraste. In ko je Jaka to razlagal, si mogoče, kakor je rekel, ne znamo predstavljati, dokler nismo v tem okolju. In za njih, kot je rekel, je to, da oni pač prijo tja, da se pripelje tovornjak, za njih je to pač praznik, vaški praznik in je rekel, da v nekaj minutah pograbijo vse sadike in posadijo
da to je tako hitro posajeno, da ko so oni prvič to doživeli, niso mogli verjeti. Zaradi tega, ker ti ljudje se zavedajo, da več kot bo dreves, več bodo imeli oni hrane. In meni se je zdela zanimiva zadeva, zaradi tega sem tudi se odločil, da vam povem nekaj več o tem projektu in da mogoče se odločite in donirate nekaj denarja, mogoče kupite zapestnico pri njih. V prihodnosti bo še veliko več stvari, zaradi tega bi mogoče predlagal, da spremljate njihov Facebook, Twitter ali pa se vključite na Discord, vse povezave imate od spodaj in spremljate več o tem projektu, da boste videli, kam gre ta projekt in kaj vse še bo razvilo. Zdelo se mi je pač nekako smiselno, da omenim ta projekt, zdelo se mi je smiselno, da fante omenim, ker delajo res resnično nekaj s srcem in ja, upam, da boste kakorkoli lahko podprli ta projekt in ja, fantom pa želim seveda vso srečo naprej na njihovi poti in čim več donacij, da bo ta projekt čim bolj uspešen še naprej in da se nikdar ne ustavi. Hvala, da ste gledali ta video in lep dan vam želim še naprej.